Mislim, da vsak je na začetku underdog. Če bi recimo moje profesore vprašal, bi rekel ne, ni šanse. Roke Dojč. Ni pomembno, kakšno imaš ti kamero, ampak je pomembna zgodba. Kako si prišel do Francisa Nganoja? Francis Ngannou! Je rekel, jaz želim, da ti zame postaviš produkcijo iz nule. Riskiram svojo glavo, riskiram kle vse. To je ulica, stari. To je ulica. Ne me fucking jebaj. Vesolje ti bo dal vse to vizijo, ki imaš vse noter. A bi rekel, da je to tisto, kar te tudi žene, čez te malo težje mogoče trenutke dol? Roke Dojč. Zdravo. Primer konkretnega underdoga. Bomo prišli do tega. Bomo prišli do tega, definitivno. Ja. Ful sem vesel, da sem me povabil. Zdaj je bilo že 10 mesecev od moje zadnje epizode, ki sem jo posnel. In zdaj so vse te kamere, ti mikrofončki, pa te luči, se prav počutim ta domače. In ta bubble, ki se bo ustvaril, zdaj mislim, da je neprecenljiv. In bo to tudi lepo ostalo. Hvala ti za mravljince, za tale uvodek. Ja. Mava kar nekaj zanimivih tem, stari. Jaz sem te spremljal na storiju, odkar smo bili na spotu od Alija. Shout out za Alija. Ali mazive. Car. In takrat pol nekako nekaj časa zatem sem kar naenkrat videl poste iz Afrike. In ta del mi je bil tako, kva on dela tam, in potem sem videl še Nganoja, oziroma da delaš z njim, in sem bil tako wow. Ne. To pa je res lepo videti od enega človeka, ki je zelo down to earth in vem, da je prišel iz okolja, ki je podoben mojemu kakorkoli. Tako da izklej vidim tega underdoga in sem bil tako, njega nujno moram dobiti na podcast, sam da pride v Slovenijo. Tega se bo dotaknila, ampak še prej greva, kaj bi šel rad malo s tabo v tvoje začetke. Glede na to, da si filmmaker, nek si mogel začeti. Daj me malo pel v Kranj, ki si bil še tam malo. Kako izgledal, kako si odraščal? Jaz sem od vedno imel izredno rad glasbo. Mene je bila glasba podaljšek moje domišljije. In tisti, ki redno poslušate glasbo, ki imate ta občutek not v sebi, si nekako predstavljate glasbo. Jaz si glasbo nisem slišal, ampak sem jo non-stop videl. In jaz pri mojih 11 letih se jaz spomnim, takrat je bil popularen Tupac, Wu-Tang Clan, Biggie Smalls, kasneje Eminem, DMX. In jaz sem to ful nabijal, se pravi non-stop doma. Različni stolpi, različni zvočniki, hodil gor pa dol po sobi, si predstavljal, da sem jaz tudi raper. In sem res, takrat nisem najbolj razumel tega angleškega jezika, sem pa razumel ta vibe, se pravi, veš, ta attitude, ki ga ima hip-hop. Je pa prišel na sceno v Sloveniji en izmed boljših hip-hop artistov, ki ga verjetno tudi vidva oba poznata, je pa Klemen Klemen. In ko je Klemen naletel na Mike, ki sem jaz takrat bil, se pravi, to je bilo leta 2001, to je nazaj zdajle, koliko tam, 22 let? Oh shit. 22 let nazaj, sem jaz te njegove komade spremljal z domišljijo. Zaradi tega, ker on, ki je repal te Nataša, izde pale vsi je, in ki je imel te komade, ki je on govoril v njih zgodbe, takrat sem jaz prvič povezal to domišljijo, hip-hop, z vizualom. Ampak tako ni bilo tako, da bi jaz sploh razmišljal, da bi kadarkoli ženil jaz bil videograf, ali pa da bi bil jaz recimo filmmaker, kasneje vse to obenem. In sem res toliko poslušal glasbo, da mi bilo to toliko všeč, da sem iskal v bistvu v okolju ljudi, ki čutijo isto kot jaz. In se jaz spomnim enega dne, to nikoli ne bom pozabil, ko hodim po planini v Kranju, hodim do Mercator trgovine, to je bila bivša živila trgovina, in tam jaz vidim enega tipa z nečim begi hlačam, imel je tak dres gor, kot ti zdaj, ampak ni bil Dončić, mislim, da je bil Jordan, brez jebancije, in je imel rutko, tako napaka, veš. Jaz sem kranjski pak, videl sem kranjskega paka. Jaz gledam tega tipa, pravim, bil je pa starej, veš, tip, pravim jaz zdaj, grem jaz do njega, sto, ka vem, da on me bi šteka isto to, kot jaz. In grem jaz tja do njega in jaz takrat nisem vedel, ampak jaz sem takrat spoznal svojega prvega mentorja. Moj prvi mentor je bil Nasser Osmani, Nes, Rom, ki je prišel iz Libije. In on je bil že takrat, on je prišel v Kranj
leta, se pravi 2002, verjetno je z družino že malo prej prišel, ampak takrat je 2002, se jaz spomnim, ko sem enega spoznal, sem bil jaz star 13-14 let, prav sem bil že kar dosmrt, ne, otrok še tako rekoč. In je on takrat nekaj meni rekel, zdaj točno se ne spomnim, ampak mi je rekel, dej, kaj če bi šel ti z mano, imam nekaj ti pokazati. So je rekel, ajde, da gre. Hodva tam čez ta trg Rivoli, prideva do njegovega bloka, živel je v Pratličju, pridem pred te vrata, vidim ogromno enih čevljev, nekih železja, še meni ni šlo to v glavo, da mama zbira to, da prodajo, da imajo dejansko za elektriko, pa za položnice, ker so bili malo barevni, ker so prišli iz Libije in tako naprej, ampak meni je bilo to vseeno. Ampak jaz pridem tja v njegovo sobo, on mi odpre vrata, tam na levi strani jaz vidim nekaj pokritega, in on to odgrne in synthesizer tam. In je že takrat začel delati neke bite, tudi z Trškom, to je bil en Sandi, producent, odličen producent iz Kranja, še danes ga srečam velikrat, tudi na Šmaretni pa tako ga srečam, zadnje čase, ne vem zakaj večkrat, on je tam delal to glasbo noter. In v tej sobi sem jaz prvič v življenju spoznal ljudi, ki so isti kot jaz. Tukaj sem jaz od Alja spoznal, tega, ki ga oba poznava. In jaz sem bil takrat 14 let star, in v tej sobi smo bili multikulturni narod. Zato, ker Kranj je imel tistega leta recimo dajmo reči, dobrih, ker jaz bom Kranj malo podzignil, 40,000 prebivalcev in to je bilo povojni čas in je ogromno ljudi iz bivše Jugoslavije prišlo v Kranj delati, v Savo, v Iskro. In v tej sobi noter smo bili David, Alen, Dragan, Nasr, Rok, Sandi. Se pravi, Hrvat, Rom, oziroma Rom in Albanc, Bošnjak, Srb, pa Slovenc. In mi smo tam v tisti sobi začeli ustvarjati. Jaz sem bil star 14-15 let. Tako sem jaz začel z ustvarjanjem. In kaj je pomembno pri tej zgodbi, je to, da nas je Nasr takrat že naučil ene discipline. Naučil nas je, da smo mogli vsak teden hoditi na vaje. Že zelo zgodaj, ne? Nismo bili toliko na ulici, koliko smo bili tam v njegovi sobi. In tako smo mi non-stop tja hodili, non-stop. Ta skupina se je potem razšla z Draganom pa Aljem, bom rekel Ali Masiv pa Soc, smo kasneje ostali še vedno skupaj, še danes smo skupaj. Ali je en izmed najboljših hip-hop artistov, bomo rekli, daleč okoli, bomo rekel, ker mogoče na Balkanu, tudi bi lahko šel v Evropo, tudi čaka ga uspešna kariera, pa pustimo zdaj to. Smo šli mi naprej. In prišli smo do enega tazga začaranega kroga, da sem jaz nek studio začel graditi v svoji garaži. To je bil čist tak, rekel, star računalnik, neki tak mikrofon, še slabš verjetno. Smo tam delali te glasbe in potem smo prišli do tega, da tistega leta bi bilo fajn tudi imeti nek videospot. In se jaz spomnim, da sem vzel en star digitalen fotoaparat, ki je snemal samo 15 sekund. Ni bilo tako, kot danes, ker recimo snemaš, veš, lahko neomejeno, ali pa kolikor teče. Ta fotoaparat je bil namenjen za fotografije, je bil pa tak digitalen, imel dodatno tudi na tipko, da si ti lahko to posnel. In jaz se spomnim, da sem šel takrat v gost z Draganom in se postavil en kader, ki se je on z avtom pripeljal, to sem jaz vse posnel, pridem jaz domov, odprem svoj računalnik, najdem Movie Makerja, to je star program, verjetno na Microsoft star program, dam noter ta posnetek, dam z glasbo in se vrnem nazaj, ko sem bil star 11 let, ko jaz lahko to domišljijo uporabim, prvič v življenju, da vidim. Se pravi, na rap glasbo sem dal gor video. In prvič v življenju jaz naredim nekaj, na kar sem ponosen. Wow. Prej nikoli v življenju nisem neke stvari, da bi bil ful dober. Treniral sem plavanje, treniral sem kolesarjenje, tiska ve, koliko so to težki športi, to je izjemno težek šport in sem mogel orang imeti disciplino, da sem lahko to treniral, ampak nikoli nisem bil zares dober. Daleč od tega. No, pri temu, ko sem pa dal ta video, klasičen nek avto na glasbo, ko sem ga začel malo katati, ko sem začel malo premikati te bloke gor pa dol, sem prvič v življenju začutil, da pa mogoče, pa jaz imam en ogenj vse, pa nekaj, da bi lahko nadaljeval svojo kariero, mogoče iz tega. In od takrat nisi več pogledal nazaj? Takrat nisem več pogledal nazaj, v bistvu kasneje sem šel še malo naprej, da sem še z ekipo AB Production, Amon Bešič, to je danes tudi zelo moj dober prijatelj,
danes ne dela več videov, ima pa eno izmed najboljših trgovin gostinskih aparatov, da naredimo reklamo www.spro.si, če kdo rabi gostinske stroje najti. Ja, pogledam. V glavnem, on mi je dal takrat nek nov zagon, ker je imel bolj profesionalno opremo takrat od mene in sva skupaj ustvarila AB Production, All Brothers, smo rekli, ne, smo izvirali še iz tiste sobe pri Nasarju naprej. Ta ekipa je ostala ista, še do danes, to smo vsi, pač to je moj gang, pač to je to, ista ekipca. In tam sem jaz začel delati videospote z Tudzaljem, on mi je dal tudi to priložnost, da sva začela malo skupaj in drugega hajpati in sem v svojih 20-ih približno 3 spote na en mesec približno 3 spote posnel pa citiral. In ta grind, ki sem ga imel, me je nekako pripeljal v hip-hopu, da sem šel pač potem na Balkan, tako rekoč sem v Sloveniji, mogoče ni hip-hop artista, ki je nekaj vreden, da jaz nisem oprstal vmes, bomo rekli, kar se tiče videospotov. Imel sem res lepo priložnost, da sem lahko z Onyxi, to so rap zasedba, tako šel na turnejo po Italiji, bil njihov videograf, posnel 2 videospota za njih, šel v Anglijo, High Focus Records, naredil tam 2 videospota, odlična založba, šel v Snowgunse v Nemčijo, kjer so tudi poznani nekaj bolj trdi hip-hop producenti, bil z njimi v Nemčiji, snemal za njih videospote in sem jaz te sanje svoje v hip-hopu uresničil. Mogoče ne toliko skozi rap, kolikor čez video. Pizde stari. Ne, ful lepo si prej hip-hop opisal, da v bistvu nisi razumel, kaj ljudje sploh govorijo o komadih, ampak da si čutil ta vibe, kle se lahko ful povežen s tabo. Ker zanj sem razmišljal, jaz sem imel Walkman na kaseto in od Eminema neko kaseto sem imel, The Real Slim Shady, ali kjer je bila, se ne vem. Jaz sem znal vse komade na pamet. Pač nisem vedel, kaj govorim, ampak pač jaz sem toliko čutil ta vibe, jaz sem to skozi poslušal, ne, v šoli, gor dol, zaradi tega sem začel angleščino ful obvladati. Meni je bilo pač normalno izgovorjava itd. Po moje, da tudi Ali zaradi tega isto. Ker jaz, ki sem slišal njega repati v angleščini, jaz sem bil tako na model skesiti stari. Kako je to možno, ne? Ker res in intonacija in vse. In to je prišlo direkt iz muske in iz hip-hopa. Ne, mislim, ta vibe, pač mene to še danes spremlja, pač lifestyle. Jaz pač kamorkoli letim, bilo kje sem na svetu, bilo kam grem, pač imam ta vibe posebno, če danes pač vse sprej videl, ko so dol prišla, pač men pa grmi. Mi smo 2023, men grmi pa, I don't give a fuck. Zastopaš. Ja, se to. Ja, tako da, ja. Ne, res, tudi kle, muska in ne samo muska, zgodbe, ki jih te fantje govorijo. Jaz recimo sem full fan od Nipsey Hussla, ne vem, koliko si ga kaj poslušal, ampak jaz sem kle noter full enega entrepreneurja najdu. Ne. To, kar sem prej recimo poslušal v Paku, ampak nisem to razumel, kapol, ker sem začel jaz delati pa ustvarjati itd. Kaj dejansko to pomeni sleepless nights, kaj dejansko to pomeni early mornings. Ne. On ima full ta hustle, se pravi hustle. Ja, tako da tako kapaka, res škoda, da so tudi njega ubili, ker on bi ustvaril tudi po moje take zgodbe še naprej, da glava bolja. In danes je veliko lažje nek legacy pustiti, ker imaš dejansko toke ne video vsebine in vsega, kar si ustvaril, pa ujel, kot včasih. Včasih, tako kot si sam govoril, ti si imel fotoaparat, 15 sekundne klipe delu, le čez kva vse si ti mogel iti, da si prišel do te točke, da zdaj snemaš dokumentarce. In le zdaj enega tamavga, 20 let starega, kva ima vse na pladno. Vse informacije, vse programe. Mogoče ima pa overkill tudi, danes je dosti hiter, ker je mogoče preveč informacij in se ljudje zgubijo v tem okrogu. Če daš ti nekmu otroku ali pa nekmu videografu danes ful nekih informacij pa neka primerjanja, ker včasih jaz nisem imel nekoga, da bi pogledal, ta je to naredil. Pač včasih ni bilo rap spotov, a še sem iz te generacije, ko smo v bistvu zgradili neko sceno. Nisem imel, da bi rekel, ta je pa tako naredil. In to ne vem, je to dobro, je to slabo. In danes imajo pa ful neke primerjave in imajo ful več pritiska in se ful, ne vem, hitreje nehajo. Nimajo več tega driva, zaradi tega, ker enostavno ne morejo to hitro napredovati, kot oni mislijo in potem ljudje nehajo. Kva bi pa tako mladim, ki so se zdaj mogoče začeli z videografijo ukvarjati oziroma v tem vibu, da so, kva bi jim tako svetoval? Ali pa mogoče malo drugače vprašam, čakaj, kaj bi svetoval sebi, ki si bil star 20? Ko bom rekel, ne ven hoditi. Ne hoditi ven, stari. Ne hoditi ven, bo doma, deli, vse bo prišlo s časom. Če imaš ta ogenj noter, pa to vizijo, ki jo čutiš, ki jo vsak od nas po moje čuti, veš, ki ima ta love attraction, ta cilj pred sabo, dej ta cilj obdrž, vse bo počakal.
v življenju in dej ti 20 izkoristi do 30, da si postaviš temelje. Zaradi tega, ker veliko ljudi, bom rekel tako, jaz sem imel srečo, da mogoče, sej sem žural, itak, pa to, ampak sem bil vedno fokusiran na nek cilj. Vedno sem gledal, da moram ostati fokusiran, pa da moram dostaviti. In deli zaston. Deli zaston. Delo zaston prinese denar. Jaz se spomnim, ko sem začel, jaz sem hodil od reperja do reperja. En primer je recimo Zlatan Čordić, moj zelo dober prijatelj, danes rap kolega, bila sva skupaj po Evropi, naredila ogromno videospotov, filmov, v Dagestan greva zdaj celo, ni da ni. Ja, ful ima nekih planov. On je bil en izmed teh, recimo, ko sem jaz se spomnil, sem do njega prišel, sem rekel, jaz bom tebi posnel videospot. In on takrat mene še ni tako poznal, veš, ni vedel pač. Mogoče vedel iz te rap scene, ampak ni vedel točno, da jaz to delam. Je rekel, prav, cool, olet. In sem jaz takrat njemu zaston videospot naredil, dober videospot in to je šlo poje naprej. In kot mlad videograf, mlad filmmaker, fotograf, ne prehiter zaslužiti. Zaradi tega, ker te prvo dob neke reference, ker v filmu pa v celi tej content creation sceni je treba delati prvo na personal brandu. Ljudje mene danes najemajo zato, ker jaz imam ime oziroma ker me povezuje z določenimi imeni in zato tudi hoče z mano delati. Mogoče obstaja boljši filmmaker od mene, recimo, sigurno, ampak ni toliko branden. In delati na tem brandu, delati z ljudmi, ki so, bom rekel, elite client, je danes art. In ko enkrat to dosežeš, ko znaš to spreobrniti v cash, je zakon. To, kar si zdaj omenil, personal brand, ne pa branding. Veš, jaz sem veliko tudi o brandingu, marketingu in teh zadevah in enkrat mi je kliknil, kaj branding dejansko je. Ker sem začel študirati malo bolj, jaz sem pač tudi mislil, tako kot večina, to je logotip, to je CGP, to je kako ti vidiš nek produkt, kakšno zgodbo okoli njega govorijo. In v bistvu to, kar si zdaj ti govoril, tebe ne imelo zaradi tvojega ugleda. Ugled je branding. Ugled, oziroma s komu delaš. Veš, se pravi, oni vidijo, okay, taj s tem naredil, taj s tem naredil, okay, jaz tudi hočem biti v tem bablu noter in ful je tudi pomembno, da ne dela za vsakmo. Tako sem že te prej rekel, pa tudi za vsakega videografa je dobro, tudi če je denar na mizi, da je razmisel, a je vreden. Veš, če si ti, jaz sem iz hip-hopa. Jaz ne morem delati narodno zabavnega spota, če mi daš 10 €. Ne zaradi tega, da ne bi rad delal. Ne znam. Ne znam. Ja. A zato pač jaz bi že razmišljal to 3/4, ne gre. In zaradi tega se drž te svoje linije, drž se tega in izbiri stranke oziroma pristop do njih, pa probi si ustvariti tak brand. Ostati malo bolj zvest temu, kar dejansko ti je domače in se znati poslušati, pa biti avtentičen. Torej, kle se odkriješ. Ja, zato ker jaz, se pravim, sem nekako potem prišel do te točke, da v hip-hopu nekako mi ni bilo več ta izziv. Veš, te videospotov sem imel dosti čez glavo, niti nisem imel več driva tazga in odvedno sem si pa želel, ker sem velik ljubitelj dokumentarnih filmov, da bi pa začel govoriti zgodbe, še bolj jih v bistvu poslušati. Zato sem tudi podcast začel delati. To je bil en izmed mojih safe zonov. Čeprav jaz sem naredil kar 20 dokumentarcev, preden sem šel v Afriko. Pač je tako, nasploh, ampak nikoli nisem pa rekel, ok, zdaj pa to nek moj nov cilj. Nek višji nivo, ki ga boš častil, ki je mogoče... Rekel, mogoče za enega je glasben spot višji nivo kot dokumentarci. Okay. Zame kot za osebo trenutno se bolj najdem v tej sferi. Ja, hodo. Ful si lepo napeljal tudi na ta glavna tematika, ki jo bova zdaj štartala. Ja. Še prej bi pa na eno stvar še skočil in sicer ta underdog mindset. Zdaj, tako, ko si to govoril, sem pomislil, da res je hip-hop neki tazga, kjer ta underdog mentality je ful močen. Ta zgodba o nekem človeku, ki prihaja iz okolja, kjer mu ni bilo dano, kjer se svašta dogaja in je najdel neko pot, kako je nekaj naredil iz sebe. In tako nekako tudi jaz vidim sporočilo, ki ga jaz probam predajati in s podcastom in s temi delavnicami vsem, kar delam, da ni toliko pomemben to, kje štartaš, ampak je pomemben bolj to, da ostane ta fokus na tvoji igri in da ne napadaš vsakega shiny objekta, tako kot si prej rekel, ki se ti pojavlja. Da ne skočiš na vsako šanso, ki ti bo dala denar, ampak da kdaj rečeš ne, pa res ostaneš vest sam sebe. Ja, pa da ne poslušaš ostalih.
Ker recimo iz tam, ko mi štartamo, ali pa iz tam, ko smo mi štartali, veš, veliko ljudi ti bo rekel, da kaj pa če bi raj se zaposlil, kaj pa če bi raj to delal. Jaz nobenega ne bi obsojal, ker so drugi časi, a veš. Danes je drugače. In meni underdog, jaz mislim, da je to vsak, ki začne. Razen, če ni res rojen, da ima res ta stari cash, da je res fejot. Pa še tisti underdog v mindsetu. Tako da mislim, da vsak je na začetku underdog. A veš, sam kdaj pa porata ta pitbull, je pa vprašanje časa. Ker jaz, če bi recimo moje profesore prašal na trgovski šoli ali pa prej mogoče še na ekonomski, bi rekel ne, ni šanse, da bi on mogoče kdaj, pa nam rekel uspel, ampak bil zadovoljen s tem, kar počne. Sem mogoče bolj videl nekje v kakšni trgovini ali pa nekje. Čeprav sem to delal v proizvodni, delal sem kot kelner, ogromen, delal sem v ribogojnici. Probal sem vse te stvari. A veš, tako da mi je vse jasen in underdog je vsak od nas, jaz ko mislim, ko začne. Lepo si to povedal, ja. Pa ko ne odneha. Ja. Ko ne odneha, te pa naredi pač neki pol tazga, da to zgodbo tudi lahko naprej predaš. In dejansko si smiselen gost za podcast, ker imaš nekaj zapovedati, ki izhaja iz tebe, tako kot si mi prej lepo povedal. Veš, si rekel, pač potegn ven na podcastu zgodbe iz ljudi, potegn ven to, kar oni mislijo, da je res in njihov mindset pač probi pokazati. To mi je bilo ful všeč, kar si mi rekel in se zelo strinjam, tako da res je tudi klenek tak cilj. Definitivno. Dej povej mi, kva zdaj počneš. Zdaj sva se malo dotaknila tega, kar si delal. Pač overall, ta trenutek sem zdaj na dopustu, sem v Sloveniji, uživam v morju, v Hrvaškem, počasi na morje, bil sem že tudi malo, trenutno pa spremljam zdaj full ta AI, spremljam vse, kar se dogaja, pa pripravljam se na odhod nazaj v Afriko, se pravi, računam nekje konec oktobra, sredina oktobra. Drugače pa delam ogromno enih projektov tudi tukaj. Zdaj delam nekaj na YouTube kanalu, delam tudi en masterclass, Elite Client Attraction, se pravi za vse videografe, za vse content creatorje, kako v bistvu prideti do večjih imen. Hudo. Kako z mojo formulo v bistvu prideti do ljudi tega svetovnega kova, pa bolj pomembno to, kako se obnaša z njimi. Zato, ker to so ljudje, ki so zelo, kako rekel, hitri. Hitrost je zelo važna pri poslu, da ti hitro nekaj narediš, da te ljudje ne čakajo. In tudi oni so zelo hitri, imajo take zelo posebne, pa zelo zanimive, bom rekel, zahteve. In v tem masterclassu, ki ga nekako hočem zdaj ustvariti, preden grem, se hočem dotakniti vseh teh tem. Zaradi tega, ker jaz tega nisem imel in se mi zdi prav, da mogoče, če bo koga to zanimalo, da si pač ta video tečaj naroči, pa da mogoče najde kaj tazga noter. No, to je zdaj moj main focus. Drugače pa, kot sem rekel, Sandstone, Afrika, No Gravity Media, ostajam kle, delam, tudi režiram zdaj 2 videospota po let, nisem več toliko za kamero, bolj sem v režiji, tako da se veselim zdaj. Res. Top, ampak nekak main story, ki ga furaš, je pa povezan dosti z Afriko. Trenutno, definitivno Afrika. Kako si prišel do Francisa Nganoja, da si začel dejansko dokumentar dol snemati? Šel bi rekel, preden se dotakneva Francisa Nganoja, ti bom jaz povedal v Afriki neko zgodbico. Jaz sem hotel v Afriko jeti, kar je pripir. Zdaj se ga mesto. Zdaj se dele afričane scene, afrikane. Ja, se začutil, da ga moram. Ja, v glavnem. Preden sem jaz šel v Kamerun, jaz sem imel izjemno željo kot otrok iti v Afriko. To je bil en izmed mojih love attractionov. Činski, Fran Miličinski, ja, to je to. Čakaj. Ja. V bistvu se to že 10 let nazaj, se vrnemo zdaj. Jaz sem v ful veliko želel iti v Afriko snemati dokumentarce. Jaz ne vem, iz kje je to prišlo, sem jaz jasno viden, na meni je nekaj prizadel, ker sem bil kot mladostnik, nekaj me je prizadel in jaz sem to Afriko videl. Jaz hočem iti v Afriko. Jaz sem to govoril in matki, govoril sem in punci, govoril sem friendom, da jaz bom šel v Afriko. Ne vem kako, ne vem kdaj, grem v Afriko. Sem bil 100% prepričan, da grem. In jaz naletim na odpravo v Ugando, to je bilo 10 let nazaj, medicinsko odpravo v Uganda. To so neki zdravniki slovenski, študentje, ki grejo vsak let dol in so zgradili neko bolnico na nekem jezeru, na sredini jezera, ki lahko pride samo s čolnom
In oni so to imeli, pač Facebook spletno stran in jaz to tako gledam, pač malo, ok, da bom jaz njih poklical, ne. Jaz njih pokličam, ok, prav, da je res, da je kao leta, ne. Uletim jaz tlele v Ljubljani, tle v Dravljah, ta klub 2000, 3000, ne. 3000 meni. 3000, no, ta klub, ko ima biljard pa to. Ja. No, pridem jaz kaj noter, oni res vsi neki ti doktori, ovo, ono, jaz uletim, kaj, je prav povej, ne, jaz noč pač, ne, jaz bi naredil dokumentarc, je šel z vama, ne. A veš, jaz bi naredil dokumentarc, bom si jaz to financiral, probal, pač bom malo več delal, bom probal si to financirati, pa oni veš, ni panike, lahko greš, ampak za Afriko je treba kar, ni sam, da ti greš, ne? Je treba, da prvo odbor mora potrditi, potem se moraš cepati za 100 in eno stvar, sploh, ko greš ti v območje, kjer so bolani ljudje, se cep še tam dol, pravim je soke, ali ni panike. Prvo let itak meni uspe zbrati denarja. Jaz ne grem v Afriko. Naslednji let gre oni spet, jaz spet njim. Ki je šel v Afriko in tega, a veš. Spet me neki, ne vem, kva je bila fora, točen zdaj jaz nisem šel. In meni je ta želja po Afriki non-stop bila klev podzavesti. Jaz sem pa na to malo pozabil. Jaz sem pa delal pač te spote, ovo, tretji, četrt, ampak vedno sem odzad v teh možganih, odzad v glavi en ta mali glas v nevoli, ki mi prav, dej, vidiš to Afriko, vidim Afriko, stari. In tako naletim jaz en dan na Instagramu na mojega zelo dobrega kolega danes, ki bo tudi malo v njemu povedala, ker je kralj težak, Sam Kruk, to je moj sokompanjon dol v Frances Ngannou fondaciji. Jaz naletim na neko njegovo objavo, da on dol neki zdaj uči, tretji, četrt. Jaz njemu to malo lajkam, veš, ko pač Luizi neki malo lajkam, komentiram neki. In pride enkrat ten dan, jaz ne vem, kaj me je bilo, jaz njemu pravim, tebe prišel pogledati dol. Na to foro, tako, približno tako je bilo. Pravim, takoj meni, ja, jaz tudi tebe spremljam, veš, ko vidim, ti res hude video delaš, ko hodo od tega, je prav leta, ne. Se je rekel, ok, cool pač, sam, a ne, kako zdaj to vse? Ok, raboš vizo za Kamerun, to je dosti težko dobiti. In ok, dobro, da bom jaz to vizo, mi v štiri nek pismo napisal, ok, on prav, bom jaz šel do fondacije, jaz ne vem, koliko bojo oni da novinari hodijo, Francis je, ni neki za novinarje fula, veš, on je zdaj trenutno, se bo za title garbo, to je bilo lih pred fajtom z Milčičem. In prav, ok, bom jaz vsem to probal, tretji, četrt, moram se cepati za rumeno mrzlico, hepatitis A, hepatitis B, COVID, ali še ni, da ni, moraš vzeti malarike, čeprav sem dvakrat imel malarijo dol, a ne, dvakrat sem preživel malarijo in sem vseeno vzel te tablete. In ok, sem jaz res prišel dol, z namenom, da jaz posnamem dokumentaren film o Sam Kruku in Frankiju. Ker ko sem jaz z njimi bil na telefonu, ko sem iskal to zgodbo, zakaj bi jaz šel v Afriko, oziroma kaj me vesolje pripeljal do tega, da jaz grem v Afriko, sem najdel eno prečudovito zgodbo, ki bi jo rad delil med ljudi in mislim, da ta zgodba je zgodba o prijateljstvu, družini, zgodba o odrekanju, zgodba o tretjem svetu in zgodba o neizmerni žalosti. Jaz sem najdel dol zgodbo, ker Sam Kruk je mlad Anglež, ki je na vsak način hotel biti vojak. On se je prijavil na Boga je pol, od se pravi medicincev do angleške te razne službe, ni da ni, je bil zavrnen, mislim, da 11-krat. In on se odloči takrat, to je bilo nazaj, recimo tudi 10 let, se odloči, da pač bo pustil to, da nima kaj in da gre naprej trenirati brazilski jiu-jitsu. Sam Kruk je 4-kraten prvak Anglije, pa 4-kraten evropski prvak Black Belt. In on najde neko glas, da gre delati v Gano. On gre v Gano dol, dela tam kot prostovoljc, neki ono, pride nazaj in ga ta Afrika toliko prevzame, da ko pride nazaj, da mu sobo, ne more živeti. Ker je videl, kako mi živimo, oziroma kako Angleži živijo in kako živijo dol Afričani. In si nekako ne more oprostiti. Ne more si oprostiti, da on ne bi pomagal pač tem ljudem. In tako on naleti na oglas od Frances Ngannou fondacije, gre dol in začne učiti otroke. Učiti martial arts. Učiti jih brazilskega jiu-jitsa. Ja, grapplinga, ne? Ja. In tam spozna enega fanta, Frankie eno, jaz kličem, Leonardo. Ta fant je pa zgubil mami, zgubil oče ga je zapustil, je zelo reven, no, se so vsi, no. Koliko je star?
Frank je zdaj star 17 let. To je bilo, ki je bil on star 14 let. Ne? In on je res perspektiva novih kamerunskih borcev in ona dva v bistvu začneta to pot skupaj dol v Kamerunu. Zdaj je prišel tako daleč, da bo Sam njega posvojil. Wow. Tako, mi smo hodili po vseh teh sodiščih. Kamerun je izredno skorumpirana država. Korupcija je na nivoju 99,9. Imajo predsednika istega že v bistvu 60 let in je totalna diktatura. Kamerun ima ogromen naravnih virov. Ogromen. Ampak bomo rekli, da 80% ljudi pa živi ogromno, oren pod standardom. Kamerun se nahaja v podsaharski Afriki, meji z Nigerijo, na levi strani na vrhu s Čadom. In za Čad je znan, da je tam tudi Boko Haram, to je islamska skrajna pač teroristična organizacija, tako da imajo ogromno problemov že v sami državi. In problem tak, ki smo ga pa mi dol, pa ne toliko občutili, ampak imamo to odzad v glavi, je pa kriza, kamerunska kriza, ki se dogaja dol zale od leta, mislim, da 2000, sam zmotam, ampak bom rekel 2000, jaz nisem dober z letencem, 2016, 2017, je pa kriza med francosko govorečimi in angleško govorečim prebivalstvom. Ker Kamerun je bil angleška kolonija pa francoska in uraden jezik je francoski in angleški. Ampak v severozahodu in jugozahodu Kameruna so večinoma anglofoni. To so prebivalci Kameruna, ki govorijo samo angleški in ne razumejo francoske. Kamerun ima 250 etičnih skupin, plemen, ogromen. V tem odseku, ko sem jaz, so te Bamileki, to je pleme, ki je najbolj razširjen, mogoče dol tudi najmočnejši pleme, tudi Francis Ngannou iz tega plemena. Izjemni ljudje, izjemno ugrajeni ljudje, pridni, dobri, srčni, res, ni da ni. Ti živiš pol dol? Že, mislim, ko si v Afriki, živiš z njimi? Seveda, ja. Jaz dol v Afriki živim v vasi Batije. Vas Batije je v bistvu na tem zahodnem delu Kameruna in ta Kamerun v bistvu meji na to, bomo rekli, nekako meji z Anglofonijo, Ambazonija, novo nastala država, kjer je zdaj ta kriza dol, kjer poteka v bistvu vojna. No. Separatisti v bistvu napadajo Kamerunce, Kamerunci njih in tako naprej. Pač. Ne bi se tega preveč, ampak je prav, da razumemo, kje smo, v kakšnem okolju smo in kaj se tam dogaja. Jaz same vojne, dol nisem občutil zdaj, da bi, ne vem, z ene spadale granate ali ne vem kaj, tega ni. Je pa veliko prisotnosti vojske, policije, velikrat imaš te barikade, so v bistvu na vsake, bomo rekli, 30-20 km, tudi pot, ko greš do teh glavnih mest, je izjemno military zasedena. In ta vas, kjer smo mi, kjer tudi živi Francis Ngannou, kjer izvira, je vas Batije. To je vas, ki je, deva reči, ima približno 15,000 prebivalcev in je zelo dolga. To je tako, ker recimo, ker ješ na Jezersk gor, je Kokra, se imenuje vas, Kokra. To je ena izmed najdaljših vasi, mislim, da v Sloveniji, ki gre vse do gor. No, tako približno gleda Batije, to je v gorah, na nadmorski višini 1800 do 2000 nadmorske višine, tako da mi smo kar visoki. Zato so tudi te borci izredno pripravljeni, ker imajo veliki sika, oni znajo to handlati. In jaz v tej vasi v bistvu živim nad temu, bom rekel, centrom, je 5 kontejnerjev, ki mi pravimo trgovina, imam ga neko hiško in v tej hiški imamo mi studio, Sandstone, to je pa produkcija, ki sem jaz postavil dol za Francisa, da pa mogoče prej povem, ko sem pa jaz Francisa spoznal, da ne preskočimo vsega tega. Je bilo pa, jaz sem Samom snimal ta film dol, on je vedel, da sem jaz dol, ampak ni prav neke pažnje dol, čisto realno. Francis, ja. Je pa nekega dne on prišel v vas, ker on vedno, ko potuje okoli, mi nikoli ne vemo, kje je on. Ker Francis je mega zvezda v Kamerunu. On je dol Tito v Jugoslaviji, brez jebancije. In mi ne vemo točno, kje je on, kdaj je on, kje, ker je zaradi varnostnih razlogov vsega, marsikdo bi mu lahko kaj naredil ali pa ga kaj, čeprav je spreman, džabe teb, ne. Smo mi bili tam dol, se spomnim, da je on prišel v hišo od Sema, takrat mene tja pogledati, se spomnim, on prije gor, tak miren človek, ogromen, ampak miren in pride tam. Ok, jaz njemu pokažem odmerek tega filma, ki sem ga delal
Čakaj, nisi mu takoj šel kazati odmerka filma. Kako je bilo, ko si spoznal tazga človeka? Kuj. A res? Mislim, ni bilo, še sem tako, jaz sem ful, ko bi ti povedal, mene nič ni sram. Jaz nisem človek, ki bi zdaj kao tebi neki glumil, pa neki čakal prav trenutek, pa ne vem pa vse, če vem, zakaj sem tukaj. Jaz sem prišel iz Slovenije, stran v vojno območje, Bogu iza leđa, riskiram svojo glavo, riskiram kle vse, riskiram življenje doma, z družino, s punco, z vsemu. Perspektiva, se je to stari. Ja, nisem tudi najmlaj, tako da, cut the bullshit. Ja. Kaj pa, ki si ga videl? Nič, v bistvu... Mislim, kako to... Jaz si ne znam predstavljati, kako je ta človek res ogromen. Kaj ga ti vidiš na televiziji, je neki. Ampak tako, ko ga vidiš v živo. Rekel bom tako, mene je presenetila njegova širina, ne toliko višina. Se pravi... Ja, širina. Ampak tam so vsi grejeni. Se pravi, vsak bat je človek, tam je grejen drugače. Se pravi, delajo v rudniku. Ta rudnik je dol zelo znan in oni že od majhnega, od 13 leta, 12, tudi smo videli že 8 let stare otroke, ki delajo v rudniku. Fuck. In ti moraš vedeti, da oni to lopato mečejo non-stop, od mulca. Ne? In jaz se njega spomnim, ki je prišel tam v hišo noter, se je usedel tja dol, nekaj sta se vsema pogovarjala, in vse pogledal, se je rekel, nekaj bi ti rad pokazal, poglej si, kaj tle delam. On je videl ta odlomk filma in ga je šokiral. Me pogledal in je rekel, jaz bom odpustil vse ti zadela za me. Tako, tako, pa če je vsake, dober, lagano pač, cool je, a ne? Gre mi, da takrat se spomnim še mene Francis povab do svoje rodne hiše, do mami njegove, se pravi, jaz sem prej živel pri teti njegovi, me povab v rodno hišo nekam, kada bi šel stari moj, ja, kam. Po moje nimaš. Ja, Bogu iza leđa, no, v džunglo nekam, no, ja, res, kje je on živel, jaz, to je neviđeno, ja, in gremo mi po tem klancu dol, s tem motorjem se tam vozva, že vsa malo pijana, 3/4 padla, nava, prideva tja in res on tam zelo nas pogosti, vse, pač pijačo, se pravi, mislim, smo še nekaj aligatorja jedali, nekaj antilope, in kva se živo podgane jem dol, non-stop, ker drugega ni. Tako da, podgane je dobra, stari, podgane je kazajc. Ja, če drugega ni, stari moj. Ne, veš kako je, pa ne mogoče, ker rečemo podgana, vsak misel zdaj, veš, wow, podgana, fuck. Ampak v bistvu se gre za to, da to je glodalc, to je podgana, ki je v džungli, to je rejena podgana, to so komadine take, veš. Ja, in to pač, ok, za nas je čuden, ampak jaz sem se navadil, jaz nimam problema s tem, sploh. Kako pa ti je bilo, ko si prvič probal podgano? Super, ne vem. Nisem, jaz sem prišel dol, nisem niti imel, veš tega, da bi zdaj imel v glavi, da je to podgana, vedno sem vse jedel, ne vem, nisem imel tega. No. Jaz sem prišel že do tega, da recimo, ko pridem dol v tisto trgovino, kdaj sem res sam sebe v zavestu, da sem jaz karato malo Afričana, veš, pridem dol, lepo jaz potem v klančku, nič hudega sloteče, se usedem na stol, takole, bil sem na telefonu s frendom, veš, vzamem tisto podgano in začnem tam žvečati, une nogice, veš, mehne, jaz sem tako jem, veš, pa kje si ti klenik po Afriki, Bogu iza leđa tega, tako gledaš okol, tako kva, ok, cool pač, a veš, pa dojamaš te, veš, mehne trenutke, ki jih imaš, da, ja, moraš biti drugačen, da moraš biti, no, pač, Zelo odprte glave. Ja, zelo odprte glave, pa mogoče poguma, pa mogoče bi rekel, da moraš biti za to grejen. Za Afriko moraš biti grejen. Za ta pravo polsaharsko Afriko, živeti z Afričani, delati z Afričani, moraš biti grejen na nek tak način, da to lahko shendlaš. A bi lahko malo bolj konkretno povedal, kaj pomeni biti grejen na ta način? Čisto komot. Jaz nimam elektrike. Imam zelo nestabilno elektriko, nimam tekoče vode. Ne? Se pravi, jaz živim brez vode. Jaz nimam vode, odprem pipo, pa grem kozarcu vzamem, pa ja, se to. Jaz moram, če ne moj asistent ali pa neka varnostna zadeva, da mi prinesejo to vodo iz vodnaka, jo gre sam iskat, dolo vodnak se jo napumpa not, se nese gor v hrib, se nalije noter v eno tako velik škaf in je to. Z WC-ja imaš tam ti džunglo, pa je to džunglo. A veš, po domači rečeno. Črne mambe. Fak, a si jo videl? Green mambe. Si videl kakšne? Ne, a veš, da nisem videl, so pa kao ful pogoste. Jaz nisem videl žužka dol.
Jaz sem mislil, kam prišel v Afriko, prva stvar, ki bo v Afriki, da me jaz videl super pajke, ne vem, vse, nič, to vse pobijajo, stari. Ja, in ti mehni lizardi, veš, to imam posobno, teh lizardov imam pa nek. Gekoni. Na to fora, te so cool, s tem sem ustvarjal tako dobro sceno. In oni so tako, veš, gre ti v Zagreb, vse to početi, ni panike. Tako dobi so ta zadeva, potem je kle, vsi govorijo francosko, noben ne govori angleško. Sprav, zdaj, okay, ko zdaj ti, pač jaz se moram francoščino učiti nekako. Če jaz vodam ekipo 14 ljudi, postavljam produkcijo dol, učim videografe, kaj pomeni kamera, a ne, je fajn tudi znati malo francosk. Res imam to srečo, da imam kar nekaj anglofonov v svoji ekipi, to je res dobro, teh, bom rekel, ljudi, ki so zbežali iz vojne sem, smo jih tudi mi vzeli po to fundacijo, kar nekaj talentiranih ljudi, mladih fantov. In to je tisto konkretna stvar, mogoče, ki te prizemlji, samo okolje, no. A veš, samo okolje, ni redne prehrane, ni bolenc. Jaz sem 2-krat malarijo dol, sem se zdravil z enimi čaji, pa sem na neki tržnici dobil neke velike rumene tablete, ki niti ne veš, kva je, kva ni. A veš, tako da tega, no, se pravi, self-awareness. Ja, stari luksus, ki ga imamo mi kle. A si kaj drugače začel gledati na stvari? V prvo, ko sem prišel nazaj, definitivno so ljudje opazili, ne jaz. Ampak ljudje so opazili, moja Tjaša je opazila, da sem drugačen, mogoče bolj nekam zaprt bolj, mogoče sem malo to mogel vse procesirati. Zdaj, da sem drugačen, ne. Bolj cenim mogoče majhne stvari, pa mogoče bolj cenim te trenutke, no, pa denar v bistvu dol je zelo pomemben, tako da tudi le, no, ampak tako da v bistvu probam biti čim bolj, ko sem dol, probam čim bolj, ne da se razdajam, biti čim bolj ekonomičen. Skromen. Ja. Ok, z ene zgodbe smo malo šla, da si prišel do Francis Ngannouove hiše. In si bil tam pogoščen, hrana, pijača. Tako, tam smo pač to naredili in res pač Francis gre pa nazaj pač v Las Vegas, kamorkoli šel v Turčijo, mislim, da Turčijo, Las Vegas. Jaz sem bil tisti sajt še dol, letim nazaj v Slovenijo in enkrat jaz dan pozabil, jaz lik doma pri mami moji na kosilu, pa pri fotru, jaz dobim nek sporočilo, hej, neka cifra, ne. I will call you in 15 minutes. Meni sem prav, Francis na vsak način hoče tvojo cifro, hotle okoli po vasi težiti, kje je Slovenc. On ni vedel mojega imena, vedel je pa, da sem Slovenc. To je ful prednost Slovencev, drugač, folk se tega ne zaveda. Zato, ker nas je toliko malo, da si vedno Slovenc. A veš, ker ti, če greš nekam, a ta je Francoz, ta je Nemc, ta je ti si pa Slovenca, ne, koliko jih je, ni nas veliko, a veš, in pustimo zdaj to. V glavnem, in mene Francis kliče na telefon. Jaz sem imel 15-20 minuten pogovor in on je v bistvu tam potem mene prašal zelo lepo, mi tudi pač neko pogodbo, kako si on to vse predstavlja, da bi jaz, če pač imam čas, začel redno delati za njega. Sem rekel pač, da preseliti se dol ne moram, ker nimam ni želje, niti imam še druge stvari v pacu, ampak da pa lahko pridem dol večkrat na let. On nekako to sprejel, je rekel, jaz želim, da ti zame postaviš produkcijo iz nule. Jaz si dam en določen budžet, kar dosti velik, in posami produkcijo, če sprejmaš to. Približno sva šla čez te menedžerska posla, kaj približno hočemo imeti v nekem letu, v nekem pol leta, to nekako smo sestavili ta, bomo rekli, plan. In zdaj sem potem drugo šel dol in začel konkretno delati na konkretnih stvareh, da sem tudi zdaj že v enem letu zaposlujemo 13 ljudi, plus tega, da sem zgradil, narisal cel studio, ogromen, 150 kvadratov. Wow. Ja, naredili smo podcast studio, delamo, se pravi, sem celotno opremo sem prinesel iz Slovenije, iz Audio Pro trgovine, iz Ljubljane. Tih je tu šokiral, ki jih je kar Francis Ngannou kar plačal, direkt njim, kaj to je tega. Sem rekel, da sem. Tako da Marko Flamaceta, kralj moj, lep flame, mi to zrihtal. Tako da smo v bistvu zdaj začeli dol delati konkretno na konkretnih stvarih, želimo, da
ljudje iz vasi Batije dobijo čim več zaposlitve. Ker Francis je izjemen človek. On je ne samo v oktigonu, ampak izven oktigona. In jaz sem pa njemu opazil to, da on ne samo to, da se recimo razdaja, ko pride v svojo vas, vedno pride po vsaki borbi v svojo vas. To je, Jure, to je Bogu iz leđa. On bi lahko bil kjerkoli na svetu, kjerkoli hoče biti. Kakšen človek moraš biti to, mislim, da ti je luksus dan na dlani, ne rabiš več tega videti, stari. Prišel si ven, ti rečeš, ne, jaz hočem iti nazaj, zato ker imam tem ljudem nekaj zadati, jaz imam odgovornost do njih. Tako. To je noro lepo. Tako. In on pride vedno nazaj in ne samo, da tam počasti Boga je pol, ampak gradi infrastrukturo za svoje ljudi. On bi lahko ta studio postavil v Doli, recimo Dola je, to je metropola težka, to je velik mest, gospodarsko najbolj pomemben za Kamerun. On se je odločil, da to postavi v svoji vasi. Zaradi tega, ker želi ljudi iz svoje vasi zaposliti, ker Dol je samo ta rudnik, kjer je on delal. Samo v tem rudniku oni delajo, neki imajo kmetiji, neki avon, ampak večino je ta rudnik dol, fokus. In to zdaj mi delamo dol, se pravi, zaposlujemo ljudi v videoprodukciji, pa gradimo borce svetovnega kova, ko bojo recimo čez 10 let v UFC, v Bellatorju, mislim, da dominirajo tako kot Dagestanci, ko fantje pridejo do 20 let, jaz mislim, da bo težko za svet, ker te fantje, ki so dol, te fantje nimajo za jesti. Sej to stari. Ja, to je šele underdog, stari. Ja, in ko bojo te naši fantje, Kelvin, Wisdom, Desmond, Herman, The Brill, The Prince, te fantje pridejo do neke starosti, jaz mislim, da bo zelo težko za svetovno merilo. Ful lepo, da si ti tudi to videl kot neko priložnost zase, da daješ, a ne? Če gledaš tako, a ne, v kjerkoli okolje bi se lahko dal in je tako krmal šokantno, istočasno pa med respekt, da greš nekaj tazga delati, a ne? Pa točno vem, da ni zaradi Francisa Nganoja, ampak je zato, ker ti imaš občutek, da imaš nekaj več zadati tem ljudem, a ne? A bi rekel, da je to tisto, kar te tudi žene čez te malo težje mogoče trenutke dol? Ja, zato ker jaz, veš, ko sem dol toliko časa, recimo 2 meseca, pa še mogoče kdaj malo več, veš, to je kar neko obdobje, ne? 60 dni recimo biti dol z njimi, živeti z njimi, ni toliko malo, se poj grem domov, pa to, pridem dan jih pogrešam, a veš, poj vem, da delam pravo stvar, imam dol prijatelje, dol imam, vidim, koliko je potencijala dol v teh fantih in koliko so bolj vzgojeni. Ne bom rekel, koliko mi ali pa tako, ampak koliko so, ne bi jih rad pustil, zato ker vem, da ne veliko filmmakerjev mojega kova bo šlo kar dol tako, a veš, v tako. Pa jim dal priložnost. Pa jim dal priložnost, pa tudi Francis ne zaupa ljudem. On je zelo, mi smo tako zaprt krog, mi smo res zaprt krog. In prijeti v ta krog noter, potem ven iz tega kroga pravijo, lahko, ampak se ne splača, zaradi tega, ker kar dol zdaj gradimo je, jaz mislim, da v roku 3 let bo ta produkcija pokrivala ne samo, bomo rekli, Francisa Ngana kot dol, ampak že pokrivamo nogometne tekme, delamo live streame. Francis Ngannou je tudi investiral, on ne rad prav, da je kaj kupil, ker ni kupil, ampak je investiral v klub in je naredil, je priložnost, je naredil fuzbal klub Batije, pripeljal zelo dobre kamerunske igralce v ta klub in v bistvu vrača to vse skupaj. In v bistvu delamo dol live stream produkcijo, delamo dol, ni da ni, pač vse živo. No. A poznaš kakšno tako zgodbo, ki te je mogoče malo šokirala o Francisu Nganoju, tako behind the scenes scena, ki si jo zvedel? Jaz poznam vse njegove brate, poznam mami njegovo, sem tudi nekaj časa bil pri njej, tudi ko gremo v glavno mesto, sem z njimi tam. Najbolj me mogoče šokiralo to, pa ne sem šokiral, zdaj bom spet šel na pozitivno, zdaj ne da bi kao, ker sem Tim Ngannou, bom zdaj nekaj nekaj hvalil, ampak tako je. Me je šokiralo to, koliko on skrbi za svojo mami. V Kamerunu so velike družine, to ni tako, kar pri nam. Se pravi, ki je recimo 4 ali pa, dajmo reči, 7, zdaj sem ful rekel, ne? Ja, recimo, ne? Vasce. Ja, recimo, až dol so velike družine, to so družine, ne vem, to imajo po 20 otrok, 15 otrok,
ogromne so to družine. No, pa njemu je pa to, da je zelo povezan na svojo mami. In spomnim se, ko smo bili na tistem glavnem v Yaounde nekemu dogodku, je on tudi tam bil, MMA borbe. In on tako pač tam sedi, jaz isto neki tam zraven, neki šmekam jaz tam za moje te kamermane, da oni to, da so vsi lepo, da imajo te noter. Jih pripravljam jih, ker so zdaj prvič na nekem big stageu, vsi nervozni iz vasi, pripeljal, prvič vidijo sploh. A veš, te fanti niso bili v glavnem mestu, v Kamerunu. Oni so res doma v hribih. Jaz si tam veš vse, da jih pripravim, da grejo. In meni tako Francis pač naredi, da je pejt sem, tako pač lepo. Pride, veš kaj, Rok, dej, še ne bi moja mami tam, En tip mi je ful sumljiv. Tako priblizu moje mati, Dej plis, da nam je zdaj, ker ne more on kar tam ostati pa neki, dej pejt mu reči, da naj gre stran. A veš, in jaz ko, pač kao grem tja, čudo mi je, in zdaj, kva, ne mora nekaj narediti. In res, in jaz grem pač tja, pač tam reče, ti smo varnostniku, dej tega stran, ampak jaz, kar sem dojel v njemu, je to, koliko je on pozoren. Self-awareness, ker on prihaja tudi iz ulice in v Batije imaš ti ulične fante, ki te odnesejo kamor hočeš. Videl sem prevezane ljudi, zavezane ženske, ni da ni. In sem videl, kako on opazuje, glede na to, da je tudi gost, en main gost v MMA spektaklu, kako on opazuje, kaj vse se dogaja v njegovem okrogu. In to je bila mogoče ena taka stvar, ki me je fulun. Hudo. Ja. Si opazil nekaj tazga, ki mogoče nisi pričakoval. Ne, a veš, pač tako, a veš, ful se nekaj dogaja, on pa tam drc, a veš, ful. Ja. Pa, nekaj si mi govoril, da je šumajster iz Rudnika Peš, neka zgodba. No, to je pa zgodba, ki je pa Hollywood, po moje, bo imel ful dela. In tudi so bile že ponudbe za ta film. Francis Ngannou je od 13 let delal v Rudniku. Dež, sonce, ni da ni delal v Rudniku. Zelo reven, en izmed bolj revnih ljudi tam. Ni imel za svinčnik, ni imel za kuli. Ljudje so ga zbadali na ulici, pač kaj boš ti neki, cel reven klep, vsi revni, pa kaj pač, kao on je kao bala. In on po 26-27 letih v tistem Rudniku dela in on se kar od enkrat odloči, fuck off, vse to skupaj, jaz grem peš v Evropo. Tip ne pove matki, ne pove bratu, ne pove nobenemu. Pa je on tako vedel, saj približno, koliko je Afrika velika. Približno je vedel, a Francis je zelo, zelo inteligenten človek. Ja, se nisem mislil nič tako implajati sam, da se to odločiš, stari moj, je bolj, da ne veš. Ja, ampak on je cel življenje hotel postati boksar. Ne, on niti ni poznal, kaj je MMA, ne ve, kaj je MMA takrat iz cajt. Kje bo kdo vedel, kaj je MMA. Tudi za boks, oni so vedeli, kdo je Mike Tyson, samo niso vedeli, kako zgleda Mike Tyson, ker oni niso imeli televiziji. Oni so imeli žigalce, kjer sta bila gor dva tipa z takim boksarskim rukavicam, ki sta tako stala, in oni so vedeli samo, da se oni pretepajo. In v Kamerunu mislim, da sta bila samo dva džima takrat, ker je bilo neki semi-boksarski neki. Sicer je bil en borc iz Kameruna takrat že neki, ampak to so bili čisti povoji. Ja. In on se odloči, da on gre pač v Evropo za boljše življenje, pač on hoče biti boksar, In on prehod to Saharo, se skriva po džungli, tam naprej, že potem Saharo, pride, mislim, da so ga 11-krat vrnili nazaj, ko je hotel jeti čez ta Sueški prekop, so ga vrnili nazaj 11-krat, je živel čist tak shiran, pride on na ulice Španije, tam ga zaprejo. Oni njemu pravijo, začnejo ga mučati v tisti sobi noter. Pravi, dej povej, ko si prišel sem neki 3/4, ne vzeti azila, na to foro nekaj, in on enostavno pač, pač jaz bom zdaj kle, jaz sem pač prišel v Evropo, jaz pač hočem biti boksar. In on pride na ulice, ker je pač francosko govoreča država, Kamerun, so ga poslali v Francijo, in on pride brez nič, brez centa denarja, pride na ulice Pariza. Mislim, da je bil ne pol leta brez nomc, okoli hodil po džimih, sprašuje, če lahko trenira, pač nekje za ston. In pride do Fernando Lopeza, to je nek trener, nek ta džim. Ja, prav, lahko. Ampak kva, ti si malo prestar za boksarja, pri 27 si ti zdaj kle prišel. To moraš ti biti, kaj sem? To moraš ti biti že skoraj izven, tvoj pik je že imel, tako rekoč. Kaj pa če šel ti v MMA? Kaj je MMA? Kaj je to tega? To mi govorimo, da je bilo to nazaj 10 let. On niti vedel ni, kaj je MMA.
Prav, pa dobro, kaj plačam? A imam izbiro. prav, ne, pač pa deja, ne. In on gre na bolane knockoutte začne delati po Franciji. Ljudje v slačilnicah, ko njega vidijo, mislim, da 3 borbe odpovejo pred borbo, ko on nabija boksarsko vlečo, se sliši, prije nasprotnik njegov sliši iz slačilnice ven, vidi unga tipa res, Kamerunc, Afričan, ta prav stari. Folk se zmrze, da jaz nas temo, kaj stavo pober, ta denar še moj, vozi, res. Bejš. In on začne res te knockoutte težke talati nekako, jaz ne vem, kako ga vidijo pač v UFC-u, ga povabi v UFC. V UFC-u dominira vse do Miocića, kjer zgubi prvi title fight. Miocić ga zmaga, ne bomo rekli, da ga dominira, ga zmaga po točkah in iz tega se Ngannou zelo veliko nauči. Morate vedeti, da on je takrat šele v samo MMA-ju 6-5 let šele. V življenju ni low kicka stisnil. Kakšen wrestling, kakšen jiu-jitsu, nič. Ampak on je izjemen človek, on ima dar. Dar enega dotika. On, kad te dotaknemo, zaspal, ne? In to je njegova tista res največja. Ja, stari. Midva s Turkom, gost, ki je bil na prvi epizodi, si zgledal, ta prvi podcast. On je full v functional patternsih in movementu telesa in aktivaciji kore in vse. In on je meni enkrat sam pokazal video od Ngannouja, ne vem proti komu se je tepil, ki po moje 5 bomb rukne v prazno, in cel telo tako lepo gre čez, Turk je skoraj solzico potočil, in ta 6. bomba zadane. Pa ne vem, je bil celo Gane. Ne, to je bil pa Rozen, točen. Pred Ganejem je bilo, ja. Ne, vem, kdo je bil, točno vem, to borbo smo mi gledali večkrat. Ja. V glavnem, jaz sem pol pač malo gledal, koliko dejansko majster užge, ka me je zanimala, ne? In ne vem, s čim so primerjali, z unim. Ford Sedan, 100 km/h. Še enkrat? Ford Sedan, 100 km/h. Da te zadane? Da te zadane, ja. Ne me fucking jebati. Se pravi, Guinnessova knjiga rekordov najmočnejših udarcev, ki so jih izmerali, in to prihaja iz Batje. Stari. To so greni tako, to moraš videti, stari, to so zrezančki, to so sami narezančki. Jaz ne vem, pa Tom Beneč ne, pa vsi zrezani. Vse to, stari. Ja. Tako da ja, on ima ta udarc, ki ga je nekako pripeljal do topa mindseta, ne. Pač on je podjetnik, on je povezan v vsako, pa on mene kliče, Rok, jaz sem v trgovini, zale foto, video, dej, kaj ta leča, dej to lečo kupil, nekaj 3/4, a veš, to ima ta F-stop, vse ve tip. To, ki je operalno produkcijo, no, ta mikromanagement. Ne vem, jaz njemu recimo, ko naročujemo opremo, mu neki dam, on točan pozna kaj za kaj. Tudi vem, da z UFCM, ko sem govoril z enim direktorjem video, social medije tam, je tudi prav. Mi po borbi on pride do kamermanov in on gleda tam, a veš, in on gleda tam, se nešto mi rabimo v Afriki neki, 3/4, mi to povej. Ja, in ti recimo, jaz njemu pošljem, evo, včeraj sva se pogovarjala, a ne, sem mu čestital to za Tyson Furyja. To se mora dotakniti. Ja, in je tudi lepo mi povedal, da pač da je zmagal že, ne glede na to, ker on je underdog, cel življenje. On je ta prav underdog. In prav, veš, vedno so dvomali vame, a ne. Tako da zdaj imam pa šanso tudi to dokazati. Pa kaj sem hotel povedati, ne, da sem mu pač predčasno to poslal, ker zdaj izbiramo neke jopiče dol, a veš, da bi imeli neke svoje jopiče še dodatne. In karkoli v bistvu njemu pošljem, on to avtomatsko takoj naroči, veš, ful zaupa, ful je mikromanagement, vse hoče vedeti. Se pravi, kjero kamero imamo, zakaj to lečo, zakaj smo zdaj na ta svet to lečo vzeli, a veš, on vod svet, stari, on vod, ne vem, podjetja, ni da ni, kaj vse živo ima, ne, koliko dejansko ljudi njega kliče na dan in on se poje neko lečo tam, a veš, ko si dej, stari moj, a ne. Ful zanimiv, stari. Ja, tako da je on je ful ljubitelj videografije pa fotografije, no. On, če ne bi bil fighter, bi bil verjetno filmmaker. Hudo. 100%, to je tudi sam rekel, tudi sam je fotograf, tudi sam fotka, tam ga hodaš, ko Big S, Ngannou hod tam, z unimi škorni pa fotka, tako smeha res. Ja, pa tudi se on je v UFC-ju je bil prvak, ne? Seveda.
Ja, pa Heavyweight mogel bi se fajtati z Jonesom, a ne? Z Mislim, John on, je, Jonesom. on je v drugo premagal Miociča, ga je Ja. rekutiral, Steve za bord. Potem je odbranil Gane. pas Cyril Gane, se pravi, njega so opevali kot ne vem, kakšno zvezdo, ne? Prodigy, Kar se je ja. potem tudi videl tudi pri John Jonesu, pri fajtu, da mu manjka. No? Ja. Je pa, jaz njega neizmerno cenim to, da je šel ven iz UFC-ja, pa sem full velik fan UFC-ja. In to pred fajtom z Jonesom. Jaz sem to toliko kumičakov stal. Veš, kako je to ni glih to tako čisto. Veš, to zdaj UFC hoče to prikazati, da je to tako bilo. Ampak v resnici je John Jones ni prišel v UFC več kot 3 leta. Mi smo imeli UFC heavy championa, Francis Ngannou, ki je čakal cel cajt. Ja, In potem, ko ti veš, da počas njegov kolen ne zdrži več to, kot je mogel, ti prideš nazaj v UFC in začneš kriviti, zdaj pa on zbežal. Le Francis, meni verjamem, se nobenega ne boji daleč od tega, da bi se bal John Jonesa. Zdaj, ali bi kdo bi zmagal, to se ne bi dotikal, ker je vprašanje. guess we'll never know. Ja, guess we'll never know, čeprav jaz mislim, da se ta fight bo zgodil. Ampak, glede na to, da je on že prišel iz tega rudnika, je on že zmagal. ja, se to. In da ga ljudje obsojajo, da gre ven iz UFC-ja, zato ker se ne strinja z plačilom, ker mislijo, da si zaslužil več. In to je včeraj dokazal in jaz sem neizmerno ponosen na njega. Ne morem sploh opisati v ekipi, kako zdaj le noter, pa ne, da bi rekel, res si to dokazal. No? Dokazal je, da on je zmagal, že ne glede na to, ali dobi fight s Tyson Furyjem, Ja. kar bo zelo težko, bodimo realni, pač tisti, ki se malo spozna na boks, pa na MMA, ve, da je to misija skoraj nemogoče, čeprav Francis ima magičen dotik. Ne? Ko se heavyweighti pomerijo, to ni Conor McGregor pa Floyd Mayweather, ki so hitri, lahki, ki udarci ne zadanejo toliko, kot zadane nek heavyweight Francis Ngannou. Ok, sam. Ta prvo, kako je sploh do tega prišla, ti veš, mogoče imaš kaj backstorija glede tega, kako je zdaj Francis Ngannou prišel do Tyson Furyja, oziroma da bo ta bokser. Francis Ngannou je vedno hotel biti bokser. Ja, ok. On je vedno hotel biti bokser. In on je, že ko je prišel v MMA, je rekel, jaz hočem boksati, ne ti všel MMA, prav bom MMA. Ampak jaz po tej borbi hočem iti boksati. Mislim, da je bil pa Tyson Fury tist, ki je prvi, ne vem zdaj točno, ampak mislim, da je bil Tyson Fury tist, ki je bil prvi, ki je rekel, I'm the baddest man on the planet. Čeprav vemo, da to ni res. Če greste v sobo noter Francis Ngannou pa Tyson Fury ne pride ven živ. Brez skrbi. Ja, tako da, pa ne govorim zdaj iz tega, govorimo iz športnega vidika. A je to prav title fight? To mislim, da, kako je, da ni exhibition match, ampak je boxing rule, tako da je v bistvu ni title fight. Če ga premaga, verjetno potem bo za title fight. Tle se je Fury pač malo. Ja, mislim, ne smejo pozabiti, da na drugi strani je Fury, ker ni zdaj to tako uno, ok, se Francis Ngannou je žival, ampak kar je Fury naredil proti Wilderju, da se je pobral po uni brutalni levici, ali desnici, se še zdaj ne vem, da je takrat on vstal in zmagal fight. Pač takrat, kar si videl ti v Wilderjevih očeh, je bil samo uno, kako je to mogoče, In kle zdaj, če ti pogledaš Ngannouja, pa njegov mindset, pa da pač ima tudi on to vse, pač jaz kumi čakam ta fight. Res pač ne moramo pisati tisti, ki ste navdušenci nad boksom, ki ste navdušenci ne čutite, ker to je res uno, tako to sta dva velikana, ki se bosta noter borila. Se lahko zgodi karkoli. Pa ki imata oba preteklost, ne vem, Fury, skoraj samomor naredil, težek zasvojenc, kokain, ne vem kva vse, se je iz tega vrnil, pobral ga je šport rešil, Ngannou šel peš iz rudnika gor v Francijo, tako kot sem rekel. Dve take zgodbe prijeta, se soočita v enem tako lepem športu. Neverjetno. Ja, jaz mislim, da 28. Saudska Arabija bo zanimiv. Jaz mislim, da bo zelo zanimiv. Tudi to spremljati vse, tudi biti povezan v to zgodbo, mislim, da mi je privilegij in ja, bomo videli. Koliko misliš, da recimo Ngannouju pa ne vem, Izraela Desanja, recimo je tudi iz Afrike, pa kaj že tale Usman, ja. Koliko misliš, da tem fantom prinese to trdo okolje? Koliko se to pozna v ringu? No, vse to je to. To, kar sem prej razlagal, recimo Dagestan, Habib Nurmagomedov, The Eagle, ne? Dagestan je tudi podobna stvar kot Batije, to je vse visokogorska. To so fantje, ki so trenirali non-stop, tako kakle je definitivno noben je drugačno. Je drugače. Ta okolje, v katerem jaz živim dol, s temi ljudmi, ki sem dol,
je drugače. Moraš nekaj več dati, da... To je ulica, stari. Preživiš. To je ulica, več da preživiš. Oni ne poznajo tega, da se usedejo nek na kavč, da ležijo internet, to se zdaj imajo pametne telefone, pa jih kar dobro uporabljajo, glede na to, da so jih fajn dobili, pa to, ampak ja, živeti kot biti lačen je drugačne. Lepo si to rekel. Ja. Zih je še kakšna zgodba, meni si jih par povedal že, pa bi rad, da jih še malo pošeraš, ker so mi bile res take wow. In sicer enkrat si rekel, da ste mogli žrtvovati kozo. Ja, to je... No, to pa evo, to sem imel pa en privilegij, ker jaz sem v bistvu, zdaj, ko sem šel, sem v bistvu edini bil zdol, daleč okoli, da bi jaz vedel, no. In mi smo, ko smo snemali ta film je naslov Let Me Breathe, se pravi, pusti mi dihati. Ne? Ko se je izvedel, da gre Frank... Sorry, to je film, ki si govoril z Samom in Frankiem. Frankiem, ja. Okay. Se pravi, zgodba ta o odrekanju in tako naprej. Ja. Smo mi v bistvu izvedeli, da Franki bo pa šel zdaj v Anglijo, kjer bo šel na proba dobiti pas v brazilskem jiu-jitsu. To je izredna priložnost za njega. Wow. In vsi navijamo za njega in vemo, da je pripravljen. Ampak Kamerunci so taki, da so izredno ljubosumni. A res? Ja, izredno so ljubosumni ena drugega, mislim, se tudi Slovenci smo, ne? Ampak, a veš, dol je to, ker noben nima, je pa to še to kuj, a veš. Ja. In zdaj oni verjamejo to, mislim, to zdaj Frank je prav, jaz se bom tega odmaknil, jaz bom zdaj povedal, kaj on prav, a ne? Da zdaj mislijo, da bo nekaj zastrupal, zato ker pač, da oni dol povezujejo, en umre, njega so zastrupali, nima veze, aj mu on malarijo, aj mu on karkoli, njega so zastrupali, to ga je ta družina zastrupla. Drama. Skozi, to je prav dol limonada, dramaturški vložki, non-stop, stari, non-stop. Smisle grozno. Skozi drame, skozi. Smešen mi je, že toliko imaš problemov in ti še dramo. Ja, skozi neki, ta je tega, ta je unga, ok, jaz pa sem pač, ok, dobro, ajde, bojte zastrupali, ajde, kva moram narediti. Prav, moramo žrtvovati kozo, pa priklicati svoje prednike. Ampak to ni kratko, to mora cela familija biti. Zdaj pa familija ena je iz glavnega mesta, ki je stran 8 ur, eni so gori severa, eni so iz juga, iz posod. Je to treba zdaj na točno določen čas, ob točno določeni uri, tam, ki je luna, narediti. Pa moramo imeti zraven pijačo, se pravi palmino vino, pir, valjda, dobrodošel vedno, karkoli žganja, pa kozo živo. Zato, da bomo mi te prednike poklicali. In to je ena izmed zgodb, ki je res meni tist, ki sem občutil to Afriko, ki sem imel privilegij biti zraven, ker to je samo ožja družina lahko. In mene pa sem je že tako v familiji noter, ker je tako stamavmo, mene so pa tudi res so me vzeli za svojega, ala in vera. Pridemo mi dol v to domačijo in kako smo tam pripeljali, se mene bo to gledati, ok, jaz sem zelo rad živali, nor sem na pse pa na vse in meni ni bilo to lahko gledati, plus tega, da sem mogel še to posnetane. Izbere se cela družina in najstarejši dedek od Frankja, tako veliko mačeto, prime tisto kozo, kar bilo meni najbolj, pa se mi ni smešen, ampak tako za kvas to naredil. Odreže pač penis, pač, ja, na živo, in vrže tisto tako, ker tako leti, tako, pa kar tako, v grmoje pade in tako, kvas ti naredil, šest pa tako za kamero, kar enkrat, kva, in potem mi vrat odreže, res tako groza, no, pač to kri v glavnem ubijajo, no, ne bi šel zdaj preveč noter v te detajle, pač tam, ok, skrvavi, se to dosti hitro umreja, ne, pač. Potem pa oni to vržejo na ogenj, točno pod nekim drevesom, ki je neka skala, kjer že ta družina cel cajt prekliče te duhove, oziroma prekliče prednike. To je secret place, to ni kar nekaj. Oni potem to kozo vržejo na ogenj, vse z organi, neč, to neč, ne puca, da stran in jo začnejo rezati s kostmi vred. In potem da neko tako rumeno sluz, nek olje, jaz ne vem točno kaj je, neke agave, ali kaj je neka stvar, da je to not mešajo potem, to kri potem mešajo s temu, ti dajo listje in ti da to v roke, tako kepo tega, v roke in zdaj moramo mi to vsi tam jesti. Ne. Ampak fora je ta, če ne bomo do konca pojedali, se pravi, jaz nimam zdaj možnosti tega ne jesti, pa kao dati nekaj finalca dol. Ne, se pravi, moraš to pojesti. In jaz prvo, tako sem rekel, vse so vse, meni paniki, tako navaden. Pojem, grenko, ne vem, neki čuden do konca, sem me gleda, jaz gledam, sem tako zran, sem itak, taj
ta je klasa zase. V glavnem, jeva, jaz sem, ko je povem, meni že ful slabo mi rata, ne smeš bruhati neki 3/4 in res, Jure, stari moj, da jaz sem nekaj občutil. Ker ne znam povedati, ker Afričani pa njihova energija, jaz sem bil 3 dni po temu prost, lahek, brez, ne vem, prerojen. Jaz vem, sem se še z Draganom pogovarjal, prerojen do konca, stari, občutil sem svobodo in res smo nekako spucali kao ta kanal, zato da smo kao Franke obvarovali predvsem tem zli. Kva pa takoj, ko si pojedel, a si kaj haluciniral? Ali ne, nič ni bilo tako, da bi kaj haluciniral, bolj sem bil pijan, pa odpiram pa tega. Ker dol itak, mi dol, jaz ših zaključam dol, delam cel dan skoraj, zaključam Guinness, oni pijo to popir, ni hladilnikov, meni je za nič to popir. Guinness teman nekako še gre, tako da veš, itak spiješ tam. Tako da nisem nič oceniral, bil sem malo bolj pijan. Itak tudi tale Sam, moj kolega, Sam Kruk, on ga kar zna zažurati. Angleži so poznati po temu. Oš pa Angleža pa Slovenca, skap dol, na sredini Kameruna nekje, a veš. V tistem motorju z 10 litrov vina, 60 km/h po eni džungli, ne, sploh nič, a veš. Tako da to so, ne vem, to so neke zgodbe, ki jih bom verjetno zdaj še kar nekaj časa imel v glavu, tudi po tej Afriki, mislim, da ko sem vedno hotel iti v Afriko, sem doživel na nek tak drugačen način. Imam pa to srečo, da je bil pa tudi sem dol. Tudi da sem imel pač nekoga, ki mi je ufural ta life, pa nekdo, ki mi je res pomagal, kako to vse speljati. Ja, ne, upam, da mislim, to si rekel, da imaš posnet tudi te zadeve. Ja, to je del filma. To, mislim, mene bolj zanima, če boš tudi ti kot sebe predstavil skozi kakšen film v prihodnosti, mogoče dokumentarco po tej tvoji zgodbi. Jaz nikoli nisem bil tak, da bi hotel biti pred kamero neki, da bi bil neki, ko bi rekel, čeprav izhajam iz rap scene, pa to pač, imam spote svoje, pa svoje komade, pa vse, ampak sem nekako bolj za kamero. No. Bolj v bistvu sem videl, čeprav sem imel ta prvi nek namen, tudi to, da bi nek Evropejc prišel dol, pa čez svoje oči to govoril, ampak sem, vem pa misliš povedati, ne vem. Ja, mogoče prej bi jaz knjigo po mojem naredil. Evo, bravo. Prej bi knjigo naredil, no? Tako. Ja. Ne, mislim, tako imaš eno izkušnjo, itak prezgodi po moje za to, ampak to sem začutil zdaj, zato sem tudi rekel, mogoče sem malo une energije tvoje kože dobil zdaj. Ampak to je nekaj, kar več ljudi mora slišati in mislim, da je to nekaj, kar bi ljudje z veseljem poslušali in sem ful vesel, da zdaj to govoriš kle. Tako tudi te zgodbe, meni nisi cele povedal, ne sem tako delček in mi je carsko. Ja, tako da ta je bila definitivno ena izmed teh. Do se pa dogajajo, mislim, vsak dan je neki, no. Res, kakor je una vas, ker nič ni, imamo drame, imamo non-stop stane. Res. Ja. Rekel si mi, to ne smem pozabiti, rekel si mi, da si tudi ti delal v Rudniku. Mislim, probo verjetno delati. Jaz sem tak človek, jaz sem v prvi vrsti, sem filmmaker, sem rad tudi novinar. Veš, jaz ko delam neko zgodbo, jaz hočem občutiti to zgodbo, ne samo, da grem neko površinsko noter v to. In sem šel s fanti dol, probal sem malo to, da sem videl, nisem zdaj ne vem, kaj delal dol, ampak sem šel noter, mislim, ta pesek, se to ni nek rudnik, zdaj, ki si moče videla predstavljata, tako, kaj je v Velenu, ker greš ti pod zemljo, to je v bistvu nek velik peskolom. Jama pa, tako, kot pri nas kamnolom. Tako, na to foro, recimo, na to foro. No, tako da v bistvu ta voda prinese dol ta pesek in ta pesek je najboljši za delanje v pek. In ja, je bilo težko. Pizda. Zaslužijo dol v bistvu, mislim, da 3 ure na dan. 3 ure na dan? Za koliko ur dela, cel dan? Ne, za en load tovornjaka, se pravi za 4 ure. Ok, 3 ure. 6-7 evrov zaslužijo na dan. Psik stari. En film je zdaj odzuni, pa se ga ne morem spomniti, ki je o tem, koliko dejansko otrok dol tudi ugrabijo, pa jih v sex slavery tudi pošljajo. A mogoče veš, kjer film je to, čakaj? Ne vem, kjer film. The Sound of Freedom. The Sound of Freedom. Si ga bom pa pogledal. Ja. Eno zgodbo si rekel, da poznaš, da si ti s svojimi očmi videl, kaj se je nekaj tam zgodilo. To je, mislim, bila zgodba, ki sem jaz najbolj javno mogoče delil na Instagramu, ko sem bil dol, zdaj, to je bilo zdaj zadnje, to je bilo 2-3 mesece nazaj, 2 meseca nazaj, 3.
je bila zgodba, mi smo bili v tem kontejnerju noter, smo pač pilo, vono po celem dnevu in kar enkrat dobimo klic, to je sestrična od Frankja, klic od tete, da njena hči ni prišla domov. In to je stara 11 let in to je v mestu, ki je oddaljen 45 km od naše vasi, se pravi, to je kamerunsko 1 uro vožnje, sigurno še več, in da ne ve, kje je. Da enostavno ta mala ni bila doma. Da so jo sicer videli sosedje neki ulici, ki je hodila, zelo bežno je zavila neka v eno ulico in izginila. Mi se spogledamo, bum, tip dol, mačete ven, prc, not v avto, prej še pa 2 pira, note, lepo cep, gremo mi dol, vozimo se, začnemo razmišljati, kje bi lahko bila, pridemo na to lokacijo, ja še padamo v eno luknjo, si raztrgam hlače, se kle ful ranam, neki 3/4, tam mene neki uskrbijo, ne vem, ko sem lahko to nisem videl, ampak ok. Iščemo mi to tamalo, vse okolo, tamale ni. In Kamerunci so taki, da veš, pri nam bi bilo tako, da meni hčerka zginila, eden do vsakega soseda trkati vrata, odpri foter, prid ven, a si kaj videl? Pa njim pa to, ne smeš trkati, ne smeš, moraš biti vljuden, ne moreš ti kar hoditi okoli pa spraševati folk, kaj si bojo oni mislili, ne. Jaz pa sem pa itak, Anglež, Evropejc, kakva, da nam potrkal na vrata, itak da mu potrkal na vrata, ne. Mi dva tam trkava, vse, nismo jo videli. Mene je bil en tip sobljiv. Ne vem, kaj da bi se imel tip tresel mu glas, ali jaz ne vem kaj, jaz pravim vsemu stari, meni se ta zdi sumljiv, ta tip se mi zdi sumljiv. A sem jaz preveč pogledal tega Disappeareda na ID-u, ampak ne vem, nek feeling imam, da kle neki nikoli. Ja, res pač, brez jebance. Neč, ne, kul, kao ni neč, ok, dober ni neč. Mi tem celo noč hodimo okoli, pa tam po celom mestu, pa to je mest ogromen, to je geto, talen, favele, ni da ni. Tako že jaz pa sem tam, jaz sem še tak belc, da sem malo bolj temen. Imaš vse, ne spadaš tja. Vem, sem je pa bel, škoj pa sem bil čist kastena, čist, ja, veš, tam, vica na, mi da zdaj tam neki edina belca, zdaj mi dva rešila svetle, ne bota rešila sveta, pa je ta dam stari. Ok, in pač mi po celi noči, ja neč, pač nije, ne. Gremo domov. In ni tak se mi dan vozil, meni tudi Franki prav, ja, pa se je un je izginil, pa ta je izginil, ško pač pa ta je izginil. Tako da se kar dosti dogaja, da otroci izginjajo. A so najdeli to? Naslednji dan se zjutraj zbudim, dobim jaz klic na WhatsApp, pokličem nazaj, prav najdeli so jo. Vse je res, kje pa je bila, res poj, kje je bila. Prav sam, slučajno prvimo fotorom, sem jaz rekel. Prav, najdel so jo brez čevljev, na policijski postaji se je sama javila, ker je stran, ne vem, 30 km od tega mesta. In jo je nekdo ugrabil in so mi tako uzbono naredili, jaz ne vem, kaj bo, da se je strašil. In jo verjetno dol ven. Je pustil tam nekje. In je ona peš po Bogarevca hodila, da se je potem javila tam na eno lokalno policijsko postajo. Fuck off, stari. Tako da to je bilo kar taka, no, tako reality check, kje smo, ne, a veš. Pa koliko se to dogaja? Jaz sem slišal 6 milijonov na let ljudi ugrabljajo. Dost. Mislim, kar pravijo, veš, ta je pa zginil, ne, tega pa ni več. Kako ga ni več? Jaz smo enega ta malega borca isto, je kar zginil čez noč. Daj tudi kaj ukradejo, tam ali in jih je strah prijedam. To je tako. Ne. Ja. Tudi vem, ko smo tega borca iskali, tudi Francis rekel, vse se bo vrnil, verjam, pa se je res vrnil. A ne? Ampak vsi se ne vrnejo. Noro, stari, kjer je zgodbe. Verjam, da jih imaš še milijon, stari moj. Mogoče kdaj drugič. Bolj bi zdaj nekako, ko grejo malo bolj proti koncu, da ne bova na toliko heavy topicih končala. Ne? Ja, ne moreš na negativi. Pa vse niso negativni, vse so jo najdeli. Ja, brez noge drugač, ne. Ja. Oh, fuck, ne, veš, kaj sem te hotel še vprašati? Kva bi rad dosegel s tem, kar delaš? Kva je tvoj zakaj? Kaj je moj zakaj? Še nočem, da me ekip postavijo. Pač. Želim pa, da poskrbim za druge, se pravi okoli sebe. Bomo rekli, na nekem takmu nivoju, da bojo imeli. Želim si, da moja punca ne hodi več na šiht, želim si, da pomagam
svojemu ožjemu krogu. Zdaj, kaj pa točno želim svojo kariero, je pa hočem ustvarjati naprej, upam, da zdrav. Upam, da ta projekt Sandstone Production odfuramo na najvišjem nivoju možno. Želim, da film pride ven v najboljši možni obliki. Želim ustvarjati. To je pa to. V bistvu, ja, to sem rekel, finančna neodvisnost. Govorimo v širokem pomenu. Razumem, ja. Da pač je širše, tako nekako Kanganu, mogoče recimo, je ta scale mal Ja. velik, ampak razumem, kaj hočeš povedati. Hudo. Se pravi, bi nekako rekel, da legacy, ki ga želiš zapustiti, je Tako, da se ljudje, ko so me poznali, oziroma me poznajo, da se dobro v meni počutijo, da vejo, da beseda veliko pomeni, da moje družinsko drevo Kadojič je znano po temu, da smo hardworkeri, da držimo besedo, da smo točni, da smo disciplinirani, da smo fokusirani, da moji sinovi, kogarkoli, hčerke, kogarkoli bodo vedeli, da je njihov fotar dal vse, kar je lahko in da tudi to se od njih pričakuje. Želim, da damo vse od sebe še naprej. Tako nekako. Pa da krog ljudi, ki sem ga zdaj nekako dobil, bom rekel res, jaz imam res srečo v lifeu, da imam take prijatelje tudi, pa da imam trenutno nek ožji krog podjetnikov, kot sem prej omenil Dragana recimo, pa Amona, ki se z njimi lahko pogovarjam in kar rastemo skupaj, to je ta moškost, veš, da imamo res ta krog ljudi, ki je vsak res ful uspešen v nekem svojem področju in da imam to varnost in da nekako gradim na teh odnosih. No. Tako da to je to, ful se veselim prihodnosti, realno. Ja, respekt. Mislim, se to daš noter, da se jo težko ne bi. No. Mislim, jaz ful verjamem v to, da če povežeš trdo delo z res nekim močnim zakajem, ki si ga ti zdaj tudi omenil, se boš zelo veselil v prihodnosti, v vsakem pač primeru, ker ti bo vesolje dalo. Že itak daješ v vortex, ampak brez dela se ne more nič zgoditi. Zato pač eni malo preveč mislijo, da če bojo pa zdaj klej noter ostajali, pa si sam želel vse, da bo pa kar vse prišlo hljivo. Vesolje ti bo dal vse, to vizijo, ki jo imaš vse noter, to strast. Ti boš vedel, koliko vesolje močan, stari. In jaz vem, ko hodim na te gore, ko imam nek ta kamen in ko pošiljam te misli, dajte res lepo govoriti s sabo. Zaradi tega, ker prej slej se bo resničilo. In jaz, kot pravim, jaz sem si napovedal vse. In tako je, in zauživam. To mi deli, stari. Biti prijazen do sebe je nekaj, kar vsak lahko naredi, tudi takrat, ko ne gre. Sploh takrat moraš to narediti. In to si zdaj ful lepo povzel. Veš, kaj me še zanima? Zadnja stvar. Kdaj lahko kaj pričakujemo? Dokumentarc, film, itd. Malo povej, kje folk lahko najde tvoje stvari pa tako. Zdaj tako, pač, jaz sem aktiven na Instagramu. Nekako to sem si izbral kot platformo, tudi na TikToku. Zdaj zadnje čase malo streamam isto fulno rad igrice, ker sem doma igram zvečer, tako da sem na TikToku tudi zdaj kar malo zraven. Drugače pa za film imam plan v decembru, upam, da bo vesolje dol, oziroma želim si, da me vesolje sliši, da bo takrat nekako prišel na ameriški filmski festival, kjer se bomo potegovali za neodvisen tuji film, dokumentaren. Tako da to je nek cilj, zdaj tak, bom rekel, za film. Drugače pa, ja, masterclass, EKA, ECA, Client Attraction. YouTube imaš... Rokadojič.si, napište v Google rokadojič.si. Se bom dal tudi od spodi. Tako, imaš v Instagramu, vse tisti, ki me hoče najdete, me bo najdu. Če imate kakšno vprašanje, to veliko tudi rečem tudi na svojem podcastu, sem rekel, vprašanje, kar se tiče videografije, filma, karkoli vas zanima, če si mlad, komot me pač DM ni daleč. Tako da jaz nisem nek človek, ki sem, nedostopen. Pač, hit me up. Če ti lahko pomagam, ti pomagam. Ej, a si hotel še kaj dodati, prosti? Ne, nič. Hotel sem se ti zahvaliti v bistvu obema, no. Ja, da sta tako cool, ne, pa da imaš ta Dončić, mi všeč, ne. Ej, jaz sem ti hotel sam reči, da mi je bil ful všeč flow, kako si pač zgodbe dejansko povedal, vidiš, da imaš izkušnje že s podcasti. Ampak tako, res te je bilo veselje poslušati in to, kar mi je žbe dela za 1 uro, pa uro pa pol,
mi je bilo danes res težko sprejeti. A veš, kaj imaš highlighte, tizere. Stari. Ja, kaj imaš tizere. Ja. Ne, mislim, tako, jaz te z veseljem še kdaj povabim. Mislim, da boš naredil še velike stvari v življenju in tako, res sem vesel, da si rekel ja, ker vem, da zdaj je ta prav čas, da tudi malo več začneš o tem govoriti. Tako da sem vesel, da je tukaj še ena platforma, ki mogoče kdo zve zate, ki ti bo pa loyal fan. Jaz mislim, da sta na zelo pravi poti, da si zelo na pravi poti s tem underdogom. Verjamem, da v Sloveniji še vedno dosti placa za nove podcaste in da je ta podcast definitivno en odraz dobre kvalitete. Kot sem že na začetku rekel, meni je važen, slika je odlična, tako da vsaka čast, tudi Ažbe, legenda, tako da, pa ne samo to, ampak nasploh tudi ti vidim, da imaš feeling, kaj hočeš od podcasta in verjamemo to, da bo ta zelo hiter napredvala na 1000 naročnikov, pa boste monetizirali to vse skupaj. Boste dobili sponzorje, zdaj me spejo, pa so vse zgodili. Boste dobili sponzorje, čim večje goste, tako naprej, ustraji, to je to, jaz mislim, da si se redi, tako si sam rekel. Tako da hvala ti, ker si me povabil, hvala vam obima. Hvala tebi, dec, pa veliko sreče z vsem. Bratno.